Cool. Ko so folk in dobrodošli v nov YouTube video. Pre-workout je že narejen, je že spit in sem pripravljen za začetek tega videa, ki bo takoj trening. Danes je na sporedu shoulders and arms. Preden pa začnemo z novim vlogom, z novim videom, ne pozabi spustiti lajka, spusti ga zdaj, spusti like. In če še nisi, klikni subscribe, join the family on our road to 10k subs. Hvala ti za support in zdaj gremo na trening. Shake izredi, magnezij izredi. Shake ima 970 kalorij, 117 gramov ogljikovih hidratov, 34 maščob in 45 beljakovin. Gremo na današnjo temo, ki so suplementi. Katere suplemente realno potrebujemo, katere so oni, ki res se jih splača kupovati, investirati denar, in kateri so oni, ki so bolj tako, niti ne rabijo, ali pa so totalen trash. Torej, na tej strani tukaj, ta stran tu je good side, the ones we need, tiste, ki res rabimo, ki je pametno investirati denar, in tukaj so tiste, ki so trash, you don't really need it, you know. Prvi,
Whey beljakovine. Tukaj imam vrečo wheya, jaz osebno pijem sojne, ampak to je samo stvar glede prebave. Ampak whey beljakovine so absolutno na tej strani. Whey beljakovine so zelo kvalitetna stvar, ki vam res lahko pomaga doseči vaš beljakovinski cilj v enem dnevu, ki je za vse nas, ki hodimo v gym, zelo pomembna stvar. Nekaterim se mogoče tudi ne da vsak dan jesti meso, ne vem, piščančja prsa, jajca, puranja prsa, ribo in bi kakšenkrat mogoče malo kaj zamenjali za kakšen shake in v tem primeru whey beljakovine pridejo zelo prav, tako da whey beljakovine, yes. Druga stvar. Razni vitamini in minerali, bi se reklo. Tu imam, na primer, sem vzel cink, vitamin D3, omega 3 in magnezij, na primer. Tu sem samo vzel enih par, ki sem jih imel. Tudi ne glede na to, da jih jaz uporabljam, ker jih lahko uporabljam, ampak bom dal na to stran. Zakaj? Če lahko vitamine in minerale pridobite, oziroma če pridobivate iz navadne prehrane, iz navadnega življenja, potem absolutno vam to ne rabi. To so supplementi, torej za supplementati stvari, ki vam manjkajo. Jaz osebno vem, da mi nekatere stvari iz teh vitaminov, mineralov manjka in zato jih jemljem. Prvo, ker vem, da mi pomaga, drugo, ker vem, da lahko imam koliko želim teh vitaminov, mineralov in si lahko pač to privoščim. Ampak to absolutno ni one of those must have stvari. So stvari kot na primer vitamin D3, ki se ga dobi preko sonca. Če ste dosti na soncu, vam vitamin D3 ne rabi. Po zimi verjetno malo manj, ampak tako je. Omega 3, to dobiste iz ribe, tako da če jeste dovolj ribe, dovolj maščobne ribe, vam ne rabi. Potem so stvari kot so magnezij, cink in razni ostali vitamini, kot sem rekel, ki če pridobivate iz navadne prehrane, vam ne rabi v supplement formi. Tretja stvar. Jaz imam tu zaprto s tem, ampak ne vem, če se vidi, kreatin. Kreatin, v tem primeru monohidrat v prahu, najbolj simple, najbolj učinkovita oblika. To absolutno gre na good side. Učinki kreatina so najbolj raziskani od vseh supplementov. Res dober supplement, ki vam lahko ful pomaga v gymu. Ni ga težko uporabljati, je zelo poceni, kot sem rekel, je zelo raziskan. Učinki so potrjeni, tako da kreatin absolutno thumbs up. Naslednji supplement, ki ne vem, če je res supplement, ampak verjetno je supplement, pre-workout. To je stvar, ki jo jaz imam, ampak absolutno nisem odvisen od pre-workouta. In pre-workout bom dal na tole strani. Pre-workout absolutno ni must have stvar, je stvar, ki lahko pomaga, ampak res ni stvar, ki vam rabi in je lahko mogoče tudi ful negativna, ko mogoče postaneš mogoče odvisen od pre-workouta, ker ne moreš iti na trening brez pre-workouta. Do tega absolutno ne sme priti. Naprimer, jaz osebno se fulkrat zgodi, da čutim, da ne rabim pre-workouta in ga sploh ne vzamem. Naprimer, če grem malo bolj zvečer, ga ne vzamem zaradi kofeina. Tu bi priporočal, da se uporablja kot mogoče kot neko pomoč za boost na nekih velikih, močnih treningih. Da veste, da ciljate mogoče v enem treningu na nek PR, da veste, da je mogoče full heavy trening in da, ali pa mogoče, da se čutite na takšnih trening, da ste malo bolj dol, potem mogoče vzeti pre-workout, ampak ne biti odvisni od pre-workouta, ker pač to ni smisel. In zaradi tega na to stran. Naslednja stvar. Tu sem vzel Egdi in bom dal v bistvu Egdi kot primer nekih testosteron booster, ker tudi Egdija na ta način se ga v bistvu reklamira, ampak sam Egdi v tem primeru ni testosteron booster realno in ga bom dal na to stran. Testosteron boosters, na splošno, če čujete testosteron booster, to je BS, to ne rabi, to je
absolutno ni stvar, ki vam rabi. Egdi je ful reklamiran v tem primeru kot testosteron booster, ampak ima učinki, ki so meni všeč, ki niso nič povezani na testosteron booster, ker realno ni testosteron booster, ampak vse tiste boosterje, ki vidite, neki male booster, testosteron, to absolutno vam ne rabi, it's all BS. Potem za teh naslednjih par primerov nimam same izdelke, ampak bom dal mogoče kakšno sliko. Torej, naslednja stvar so kakršnikoli fat burnerji. Tu, in če bi jih lahko dal še bolj tam, bi jih dal še bolj tam. Fat burnerji so BS in ne delujejo, edina stvar, ki bo burnala fat, je caloric deficit. Naslednja stvar, weight gainer. Weight gainer, absolutno slab supplement, bom dal spet na to stran, spada tukaj, je poln sladkorjev, ni zdrav, ne pomaga, tudi če ima tistih več kalorij, raje pridobite tistih več kalorij s pravo hrano, kot pa z weight gainerjem. In ne mi reči, da brez weight gainerja ne morete dobiti weight, cause that is also res to ni pravi način za dobiti weight. Če toliko hrane jeste in da vam vsak dan zmanjka 200-300 kalorij, potem mogoče, ampak za 99% folka trash. Tako da to je folk nekako moje mnenje glede teh supplementov, ki jih res potrebujete in tistih, ki verjetno vam ne rabijo in tistih, ki so res, bi se reklo, trash, BS, ki so absolutni X. Glede svojih supplementov in glede supplementov na splošno dobivam ful vprašanj, tako da sem si rekel, da lahko pride prav, da ga posnamem, da povem svoje mnenje, da povem, kaj mislim o tem. Če si želite kupiti kakšne supplemente, ki jih realno potrebujete, imate prvi link in description od Jim Beama, spletna stran, kjer imate res vse od supplementov, in če želite mene osebno supportati, lahko uporabite mojo kodico MAX5 in to vam prinese tudi 5% popusta, tako da win-win situation. Ne pozabi lajkati in se subscribati. Hvala za support na vseh platformah, če še nisi, me pofollowaj in na TikToku in na Instagramu. To je to od mene, folk. Se vidimo naslednjo sredo ob 6 v novem YouTube videu. Peace.